To, kar ste slišali, so starši na nogometni tekmi. Starši, ki se ob tem, ko spodbujajo svojega otroka, vedejo povsem neprimerno. Derajo se na sodnike, derajo se na nasprotne igralce, na svoje otroke, na druge trenerje. V želji po vrhunskih rezultatih iz svojih otrok delajo športne projekte. V karieri športnika otroka bi starševa vloga mogla biti tista, ki mu nudi varnost, podporo, ljubezen. Mnogi klubi pa so vse bolj tekmovalno usmerjeni, zgodnje selekcije se dogajajo že pri otrocih, ki komaj vstopajo v osnovno šolo. Tako ne vzamemo, ker to, da bi kar prišel, pa da ga damo not. Ta zgodna selekcija, mislim, da tako je v vseh športih, je sigurno negativen pojav. Pa je pri 6, 7, 8 letih sploh možno napovedati, da bo otrok v športu uspel? Ta procent je manj kot 5% na celotno populacijo. To je zelo, zelo malo. Slovenija je nedvomno športna država, vrhunske športnike kujemo v zvezde. A kakšna je v resnici vloga športa kot enega od družbenih stebrov? Ajde, vas predelam. Sudi leter pa gemiš, Ljubi vas, majka! Starše, ki navijajo za svoje otroke, ob tem pa ne izbirajo besed, se derejo na trenerje, sodnike, celo na druge otroke, smo posneli na nogometnih tekmah, ki so se v minulih 14 dneh odvijale na različnih koncih po državi. Golman! Golman! Eno v treh tekmah! Marinko Galič svet nogometa pozna predobro. V njem je že od otroštva, bil je član zlate Katančeve generacije, že več kot 10 let pa skrbi za razvoj mladih nogometašev. Ni se zgodilo malokrat, da sem jaz otroke tu sredi finalne tekme pobral, pa smo šli zaradi grdega obnašanja trenerjev, nasprotne ekipe, zaradi grdega obnašanja staršev, nasprotne ekipe. Enostavno to se dogajalo že, se pravi, pred 12 leti. Danes po teh 12 letih pa se popolnoma nič ni spremenilo, pa je celo slabše. Izjemno kritičen je do klubov, ki ne le v nogometu, pač pa tudi v drugih športih, že zelo zgodaj otroke delijo na tiste, ki imajo športni potencial, in na tiste, ki ga po njihovem nimajo. Ker se mi zdi, da že pri 8, 9, 10, 11 je absolutno prehitro za kakršnokoli selekcioniranje. Moramo vedeti, da ne nazadnje te večji klubi, ki so v mestih, recimo tukaj konkretno Maribor, na določenih turnirjih, se pravi, zagledajo nekega otroka iz manjše sredine, ga poberejo, kjer pač vedno grejo na, bi rekel, na to foro, finto, kakorkoli. Maribor samo enkrat kliče. Da bi vam pokazali, kako delujejo nekateri klubi, smo poklicali v 2, nogometnega in teniškega, ki zelo zgodaj delata selekcijo. Za oba smo izvedeli od staršev. V 8 skupinah je kar dosti polna. Ampak bi vseeno smeril kar tja v to skupino. Trening je pa ponedeljek, sreda, petek, preizkusni trening. Tudi tako ne vzamemo, ker to, da bi kar prišel, pa da ga damo not. Ponavadi, če vzamemo polet, julij, avgust, pa da hodi vse 14 dni, pa da vidimo, ali je v redu ali ni v redu. Pačemo podlanje. Ja, nobenega? Ja, potem sploh ne. A ni vse rekreativno? Ne, mi smo kar dosti tekmovalni klub. Že pri tako majhnih je to že zelo tekmovalno usmerjeno, ali kako? Ja, on sem že kar hodil tudi na turnirje, ja. Če bo pozim hodil, ampak kar dosti resno, potem se lahko teoretično poletno probamo, pa da hodi k nam polet čim več, pa da je jesen pripravljen za treninga. Ok, si bom zapomnil. Na 8 gledih je že kar hodil. Ni pa povsod tako. Nekateri klubi, kot je prav, poudarjajo pomembnost rekreacije in imajo vrata odprta za vse. Treninge za to skupino bi imel v torek pa v četrtek, najbolj se prije pogledati, no, mogoče. Vzamete pa vse, ne glede na to, a ima kaj predznanja ali ne? Ja, pač, če ima žena, pač pa če mu dogaja, če mu se dogaja, pač ja, hvala.
to srebrno medaljo, da bodo videli, da je res sprintna. To je to. Svetovni podprvak v alpski kombinaciji Štefan Hadalin je lani po 10 sezonah v svetovnem pokalu smuči postavil v kot. Ne zmorem več preko nekih občutkov, ki mi jih sporoča telo. Prihaja iz smučarske družine, hitro so ga postavili na sneg, a vse do 14. leta ni resneje tekmoval. Resnost je bila vsekakor prisotna, ampak vseeno jaz nisem recimo do 16. leta nikoli smučal pred 15. oktobrom ali pa pred 1. oktobrom na ledeniku. Danes je ta standard popolnoma zbledel, oziroma je zaradi neke težnje po hitrem doseganju rezultatov. Spet se dogaja, da so otroci že sred poletja na ledenikih. To pomeni, pojasnjuje Hadalin, da so otroci bistveno dlje vpeti v smučarsko sezono, posledično pa dlje obremenjeni. Ne le s treningi, pač pa tudi s šolskimi obveznostmi, ki jih je že tako težko usklajevati. In pol sistem izgubi mogoče neke potencialne talente ali pa otroke, ki sicer imajo možnost, da bi lahko, pa so predvsem izčrpani, zmatrani, utrujeni. Izgoreli. Tako od vsega tega in pol tudi pri 16, 18 zaključujejo kariere tudi zaradi tega. Pri razvoju mladih športnikov v grobem poznamo 3 faze. Prvo, ki traja do 10. oziroma 12. leta starosti, mladostništvo od 12. do 15. leta ter starejše mladostništvo od 15. do 17. leta. V prvi fazi bi se morali osredotočati na osnovne gibalne spretnosti skozi zabavo. Razvoj se kasneje nadaljuje in uvaja specializirane gibalne veščine. Šele po 12. letu se začne treniranje, po 16. pa priprave na tekmovanje. Šele ko je mladostnik polnoleten, v ospredje pride rezultat. Predvsem pri tenisu se je ustvarilo neko stanje, kjer ljudje želijo prehitevati in tudi ne upoštevajo nekih razvojnih faz otroka, ki so pa nujne. Opozarja Aleš Filipčič, profesor na Fakulteti za šport, prvi slovenski kapetan v Davisovem pokalu. V tenisu se pa tudi v tujini in pa tudi pri nas pojavljajo neki družinski individualni projekti, kjer pa že zelo mladih let družina ali pa neka manjša skupina se formira okrog igralca, igralke, sodeluje teniški trener, kondicijski trener, tako da je od mladih let stvar zelo resna. A resne so lahko tudi posledice prehitrega usmerjanja v tekmovalni šport, pojasnjuje športna psihologinja Andreja Holsedal. Tako kot ne more trenirati kot vrhunski športnik pri 11-12 letih, tako tudi seveda psihološko se ne more še soočati z vsemi obremenitvami, s katerimi se lahko vrhunski športnik. Nekje recimo ob vstopu v srednjo šolo bi rekla, da je pravi čas idealni, kar je seveda mogoče malo drugače, kot je v realnosti, ampak idealni čas, ko otrok lahko tudi se bolj sooča z neuspehi, z napakami, bolj razume, kaj to pomeni, kot pa seveda prej, ko tega še kognitivno enostavno ni sposoben. Mnenje stroke je torej jasno, prehitra specializacija ni v redu, a zakaj se dogaja, kdo in kaj je v ozadju? V tenis prihajajo otroci po 2 poteh, zaradi staršev ali pa v bistvu zaradi svojih prijateljev. In sigurno je ta druga pot, bi rekel, bolj zdrava. Gremo kar tomu za simuliranje. A tam sam, gledaj, God, tam ste. A ste se tudi ostalo zapustili? Ja pa če ne tukaj za majico! Starši so mnogokrat tisti, ki svojih otrok pogosto zaradi lastnega neuspeha delajo športne projekte. Svoje življenje povsem podredijo športu, v eni sami želji, da bi njihov otrok uspel. Starši so zagotovo, moramo reči, da kar se tiče otroškega in mladinskega športa, zares najboljši in najbolj pomembni navijači in spodbujevalci športa. Ampak seveda v tej dobri veri, da bi pomagali, včasih pomagajo tudi preveč. Torej prva stvar, ki jo vidimo, je pretirano omogočanje, kar pomeni, da za otroka naredijo čisto vse, da slučajno ne bi bilo pretežko, da ne bi imel preveč obremenitev, kar pomeni, da prevzemajo odgovornost in naloge otroka. Prav tako v tej goreči želji po otrokovi športni karieri pozabijo na njegove resnične potrebe. V karieri športnika otroka bi starševa vloga mogla biti tista, ki mu nudi varnost, podporo, ljubezen in nekega zaupnika,
in slušatelja, ne, za njegove, se pravi, izzive, probleme, bolečino in trpljenje ob tem, ko pač greš na nek nov nivo, ko odraščaš, ker to je pač sestavni del tako nekega najstnika, ki hodi v šolo, kot najstnika, ki trenira nek šport. Dogaja se tudi, da skupaj s trenerji vidijo le rezultat, ki je zanje edini, ki šteje. Nikoli mi ne bo jasno, zakaj tem velikim klubom pomenijo toliko te rezultate pri selekciji v 8, v 9, v 10, v 11, pa ne glede na to, tudi če grejo na neki mednarodni turnir, to še vedno nič ne pomeni. Ne nazadnje en Ibrahimović, svetovno znani igralec, je začel nogomet trenirati šele pri 14 letih. Tako da marsikateri otrok, ki je zaradi teh problemov odnehal pri svojih 10, 11, 12 letih, bi pa mogoče lahko iz njega kaj bilo, če bi nadaljeval s tem športom, s treniranjem. A je sploh možno pri tako majhnih otrocih določiti, da je nekdo talent, da bo nekdo v enem športu dober? V zgodnih letih ne, mogoče tukaj se na nek način igramo Boga, če želimo določiti zelo zgodaj. Ne, težko to napovemo, ne, mogoče lahko se motimo pri tem. Torej, lahko prepoznamo, zagotovo trenerji prepoznajo nekoga, ki je motorično bolj spreten kot nekdo drug, ampak to še ne nujno napoveduje, kako bo tudi uspešen kasneje. Zato ni prav, da starši vidijo le Alcaraza, Messija, Odermata, Dončića, Pogačarja, Kopitarja, Phelpsa ali pa Tino Maze, Simone Biles, Niko Prevc. Odstotek športnikov, ki jim uspe na najvišjem nivoju, je zanemarljiv. Ta procent je zelo majhen in če starši računajo na ta procent in si želijo, da bo otrok uspešen, morajo vedeti, da ta procent je manj kot 5% na celotno populacijo. To je zelo, zelo malo. Se pravi, več kot 95% športnikov mladih ne bo uspešnih na vrhunskem nivoju, ampak to ni smisel športa. Smisel športa je gibalni razvoj, nove izkušnje, nove aktivnosti, navezovanje stikov, socialna vključenost, zabava, igranje in tako naprej. For example, TJ Brennan on our team, he didn't play organized hockey till he was 11 years old. So he played roller hockey, he played other sports. Other examples, Wayne Gretzky, the greatest player in the history of the game, played baseball every year. So as soon as hockey season ended, he was playing a summer sport outside, developing other skills. Kanačan Ben Cooper, ki je avgusta prevzel ljubljansko Olimpijo, ima bogate mednarodne trenerske izkušnje. Izgorelost v športu je tema, ki jo pogosto naslavlja. I think they put too much emphasis on winning and structure and instead of skill development and fun. And I think the kids are going to naturally compete. They're just going to, put them in that environment. They're going to compete anyway, so you don't need to put extra pressure on them to win when they're 11, 12 years old. Tekmovanja sama po sebi niso nič slabega, a treba je vedeti, čemu so namenjena. Tekma je nekaj, kjer pokažeš tisto, kar znaš. Tako kot je v glasbeni šoli nastop. In jaz mislim, da dojemanje tekmovanj mora biti v bistvu pravilno. Tekmovanja so pač prikaz tistega, kar si se naučil. Ne pa želja, da otroci zmagajo, da dobijo pokal. A nekoč, pripoveduje Galič, je bilo drugače. V njegovih časih, se spominja, so starši redko hodili na tekme, nogomet pa še zdaleč ni imel dosega, moči in vpliva, ki ga ima danes. Klubi so začeli vlagati nenormalne vsote. Jaz sem se ukvarjal z nogometom, bil sem profesionalni nogometaš, ampak to, kar se danes dogaja, to nima veze z zdravim razumom. 200-300 milijonske odškodnine. Ok, vemo, da to potem oni to vračajo s prodajo dresov, z artiklov tega igralca, ampak ne glede na vse, če pogledamo samo v slovenski ligi, da lahko eden danes ima 40 ali pa 45 tisoč evrov mesečne plače, se pravi, ta igralec bi moral skozi prvenstvo biti prvi strelec lige, pa imeti že na kontu 40 golov. 3, 4, zdaj. Med športi so razlike in plavanje sodi med hitro usmerjevalne športe. Otroci pri 5-6 letih pridejo v plavalno šolo, potem pa tisti, ki jih plavanje veseli, učenje nadaljujejo v športni šoli, pripoveduje nekdanji plavalec, danes pa trener pri Iliriji, Matic Lipovš. Pri katerih letih se torej začnejo že tekmovalne selekcije?
pri nas tekmovalne selekcije nekje 10 let, 11 let. Specifično pri plavanju je poudarja, da se izvaja izključno v vodi in teh občutkov se na suhem ne da simulirati. Plavalci morajo ogromno časa preživeti v vodi. Jasno se s drugimi športi kombinira, sploh ko so otroci mali skozi igro, ampak starejši, ko so, bolj je pomembno, da v njihovem športnem razvoju preživijo zelo veliko časa v vodi. Pri katerih letih je pa že plavanje oziroma trening plavanja vsak dan na sporedu? Nekje bi rekel, pri 11-12 letih je priporočljivo, da so otroci vsak dan v vodi. Kasneje se pa dodajajo tudi že jutranji treningi, pa že tudi pri osnovnošolcih, pri starejših pa sploh. Plavanje velja za izrazito naporen šport. Lipovš pravi, da moraš zanj biti poseben, drugačen. Je individualni šport, čeprav treniramo v skupini, je izredno energetsko zahteven. In ni za vsakogar. Tako da zdaj premalo je mogoče enih faktorjev zabave. Otroci si že med seboj znajo najti zabavo, ampak ni tako kot športi žoga. Ko torej govorimo o športu pri otrocih, imejmo v vidu gibanje, socializacijo, zabavo. Recimo jaz za tenis priporočam, da starost pred 6 letom, da bi otroka vključevali neko teniško šolo, sploh ni primerna. Starši naj ostanejo starši. Starši pogosto preveč kritizirajo, preveč komentirajo, preveč posegajo v delo trenerja, dajo tehnično-taktične napotke, kar je seveda nepotrebno. Razumeti je treba, da otroci niso mini odrasli. Njihovo usposabljanje in tekmovanje bi moralo upoštevati njihov razvoj in jim omogočiti užitek v športu. Vsi radi gremo ven na sneg, kadar sneg pade in se zabavamo. In mislim, da bi to mogel biti tudi tisti osrednji cilj 8, 10, 12 letnikov, ki pridejo v alpsko smučanje, da se prav naučijo nekih osnovnih veščin, da se spoznajo s snegom in da na snegu tudi uživajo. Pri nas pa v bistvu klubi na nek način izgubljajo vlogo, čeprav mislim, da so najbolj pomembna celica za razvoj mladih športnikov. Tako da jaz bi si želel, da so klubi, torej da ostajajo tisti glavni na nek način razvijalec. Klubi naj torej ohranijo svojo primarno vlogo, vrata naj imajo odprta za vse otroke, starši pa naj se ne vmešavajo v njihovo delo. Otrokom naj torej pustijo, da v športu uživajo, se družijo, učijo porazov in zmag, da skozi šport nabirajo vrednote in izkušnje za življenje.